Lep pozdrav, drago moje šmarje, zadnjo javljanje v tem letu, pa naj bo nekaj posebnega z mojo Tinkaro. Ledvica so tudi glavni pomlajevalni organ. V našem telesu predstavljajo element vode. In čim bolj so ledvička topla, živa in aktivna, tem bolj se naš celotni organizem tudi vlaži. To se naven kaže kot lepa, hidrirana koža. Koža ima tak lep ten. V zdravih sluznicah, v zdravih in bujnih laseh, močne kosti so tudi povezane s tem ledvičnim potencialom. In človek navzven dobesedno nekako žari. In bolj smo mokri, bolj smo tako sočni, bolj smo mladi. In mi s Tinkaro vam bomo danes pokazali en najin nočni, večerni ritual česanja las. Poznate zgodbo o Samsonu in Dalili iz Svetega pisma? Dalila je Samsonu odstrigla lase, ker ji je zaupal skrivnost, da se v njih skriva njegova moč. Ja, lasje skrivajo v sebi tudi veliko mistike. V starih slovanskih zgodbah so lasje opisani kot sončni žarki ali kot pšenično klasje. V družini naj bi ženska imela vsaj 7 cm dolge lase in moški vsaj 3. Če nima las, naj ima brado. Sicer naj ima žena dolge lase. V preteklosti so možje česali svoje žene, ker so verjeli, da so s tem pridobili nekaj njene moči. Torej, lasje niso zgolj lepotni okras, so tudi podaljšek našega energijskega telesa oziroma živčnega sistema. So kot drobne antenice, ki absorbirajo energijo iz okolja. In če je veliko teh negativnih informacij, če jih je preveč, se lahko to kaže v zmedenosti ali v zmanjšani koncentraciji. Zato je potrebno zvečer, pred spanjem, ali pa mogoče tudi pred kako pomembnimi odločitvami ali pred kakimi težkimi zadevami, da si zbristimo glavo, lase dobro prečesati. Izberemo kvalitetno krtačo ali glavnik iz naravnih materialov. Plastični glavnik ustvari statično elektriko, ki slabi lase, da postanejo tanki in lomljivi. Razpuščeni lasje so tudi močen oddajnik in sprejemnik energije. Zato je priporočljivo, da ima ženska lase razpuščene le doma in v naravi. Sicer čez dan nosi spete lase. V preteklosti so si ženske spletale kite in si nato prekrile glavo z ruto. S tem so si zavestno ali povsem podzavestno zaščitile lase pred zunanjimi vplivi iz okolja. Vsak človek ima svojo barvo las, ki ustreza njegovi energiji in zagotavlja energetsko ravnovesje. Sprememba barve las lahko poruši to ravnovesje. Striženje las naj bo poseben obred. Pri tem se zavedajmo, da ima močan učinek tudi tisti, ki nas striže. Izberemo frizerja, ki izžareva radost, ljubezen in življenjsko moč, saj vstopa v naše energetsko polje. Pri striženju las je potrebno upoštevati lunarni koledar. Lase strižemo v času rastočega meseca, če želimo, da rastejo hitreje. Tisti, ki imajo šibke in redke lase, naj si strižejo lase v času padajočega meseca. Lasje bodo rasli sicer počasneje, vendar bodo močnejši in bolj gosti. V času polne lune striženje las ni priporočljivo. In na koncu še čisto preprosti recept naših babic, da so si okrepile svoje lase in nohte ter s tem tudi svoje zdravje. Žlico prosene kaše namočimo v 1 deciliter tople vode, pustimo preko noči in zjutraj na tešče spijemo to vodo.
In to bi bilo za letos vse. V novem letu vam želim obilico zdravja, veliko družinske sreče in takega ali drugačnega ravnovesja. Upam, da sem vam v tem koronskem času vsaj malo popestrila ta čas in hvala, ker ste me spremljali. Vse dobro.